Iz učilnice v okrožni zapor. VX. Y. In UV dokler ni. X. Sranje, o moj bog. Razkrivamo, kako je ta ravnateljica osnovne šole iz poučevanja prešla v središče te preiskave. Pojmo sem. Wow. Sem bil res toliko slab. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeta Milner. Najlepša hvala, da ste spremljali ta primer z nami. To zgodbo vam lahko predstavimo zaradi našega izjemnega partnerja, Morgan & Morgan. Obstaja razlog, zakaj je Inside the Crime ena izmed najboljših oddaj o resničnih zločinih na YouTubu. Tako kot obstaja razlog, zakaj je Morgan & Morgan največja ameriška odvetniška družba za odškodninsko pravo. Več kot 35 let se borita za ljudi in sta za svoje stranke izterjala več kot 30 milijard dolarjev. Dokaz je v njuni uspešnosti. Z več kot 1000 odvetniki v 100 pisarnah po vsej državi je najem Morgan & Morgan, kot da bi najeli vojsko, ki se bo borila za vas. Ekipa, ki se bo močno borila, da bi svojim strankam zagotovila odškodnino, ki si jo zaslužijo. Vse odvetniške pisarne niso enake. Če najamete napačno odvetniško pisarno, ste lahko poraženi še preden sploh začnete. Če se kdaj poškodujete, lahko preverite Morgan & Morgan, pri njih pa nič ne plačate, razen če zmagate. Za več informacij lahko obiščete forthepeople.com, pošiljka Inside the Crime, kliknete spodnjo povezavo ali skenirate QR kodo na vašem zaslonu. Vendar je nekakšna ironija v tem, da so ravnateljico osnovne šole vklenili v lisice, potem ko je recitirala abecedo. Če bi to bilo spričevalo, bi njegove ocene bile F za neuspešno opravljene teste treznosti in D za vožnjo pod vplivom alkohola. Danes je 12. marec 2026. Nahajamo se v okrožju Palm Beach na Floridi. Ura je malo po 10. zvečer, ko so namestniki šerifovega urada okrožja Palm Beach poslani na kraj nesreče. Kar želim narediti, je dobiti uradno izjavo od vas. Redo. Je to nekaj, kar ste pripravljeni zagotoviti? Vsekakor. Ker ne odobravam vožnje pod vplivom alkohola. Sodni dokumenti pravijo, da je to ženska, ki je podala prijavo. Pravi, da je bil njen avto udeležen v naletu od zadaj. Ko je izstopila, da bi govorila z voznikom, ki naj bi jo zadel, je verjela, da je bil morda pod vplivom. Povejte mi, kaj se je zgodilo? Stala sem pri rdeči luči in kar naenkrat je pridrvel van. Bam, samo zaleti se vame. Tukaj. Bila sem na srednjem pasu, tukaj, dobesedno tukaj. Si šel proti jugu? Ja, šla sem proti jugu. V redu, prav. In potem? In potem sem izstopila iz avta in sem ga pogledala, on pa je rekel, oprosti, pil sem. In jaz sem rekla, v redu, bova ustavila. On pa, dal ti bom, kolikor denarja hočeš. In jaz sem rekla, tega ne bova naredila. Rekla sem, Ustavila se bova, ker si pil in vozil. Sploh ne bi smel biti na cesti zdaj. Lahko bi koga poškodoval. Zato se samo ustaviva. In on je rekel, ustavil se je. Rekel je, obljubim, da ti bom dal denar. Jaz pa sem rekla, ne, nočem tvojega denarja. Hočem, da greš s ceste. To je to. Razumem, v redu. Je bil še kdo drug v vozilu s tabo? Bil je samo on in bila sem jaz. Hvala, v redu. Bil je v tvojem vozilu, v njegovem avtu, ja? On je bil v vozilu sam. V redu. Ustavili ste se tukaj in počakali, da smo prišli. Ja, povedala sem mu, da bom poklicala. On je rekel, prosim, ne. Jaz pa sem rekla, poklicala bom policijo. morda obstaja razlog, zakaj drugi voznik ni želel, da pokličete policijo. Sodna dokumentacija okrožja Palm Beach drugega voznika identificira kot Carlosa Castra. Toda tisti v šolskem sistemu okrožja Palm Beach ga morda bolje poznajo kot doktorja Carlosa Castra, ravnatelja osnovne šole Lake Park. Pozdravljeni vsi skupaj. Sem začasni ravnatelj osnovne šole Lake Park, dr. Carlos Castro. Šerifovi namestniki so v svojem poročilu o incidentu 12. marca zapisali, da je Carlos domnevno kazal znake prizadetosti. V poročilu piše, citiram, opazila sem obtoženca Carlosa Castra, ki je nosil modro srajco, bež kratke hlače in črne sandale. Obtoženec je stal zunaj vozila, ko sem prispela. Obtoženca sem prosila, naj pride do sprednjega dela mojega vozila in se pogovori z mano. Medtem ko je hodil proti mojemu vozilu, je bil nestabilen na nogah in je omahoval med hojo. Preden se je pogovoril z mano, je moral iti urinirati. Medtem ko je stal pri miru, se je obtoženec majal. Videla sem, da so bile njegove oči krvave in sijoče. Iz njegovih ust se je širil očiten vonj po neznani alkoholni pijači, ki je postajal močnejši, ko je govoril. Govor obtoženca je bil počasen in nerazločen. Kaj pa počnete tukaj spodaj? Pripeljal sem prijatelja, ker so imela celo noč prosto. Ležun, jaz sem ravnatelj osnovne šole Jezerski park. In vi ste? Ravnatelj osnovne šole Jezerski park. In Ležun je moj fant, ki se druži z nami. V redu. Torej, ja. Ležun pozna nekoga. Eden od mojih tipov je Haičan Kreol. Pripeljali so ga v West Palm in Ležun je bil tisti, ki ga je pripeljal v West Palm, ker v West Palmu niso imeli dovolj Haičanov, Kreolcev. Razumem. Ja. V redu. Torej si imel nesrečo. Ja, vem, danes sem zajebal. Verjemi mi, to ni tisto, kar si želim. V redu. In Ležan ve,
da mi to trenutno ne ustreza. Torej, Ležan ve, da mi je zelo mar za otroke. In kot ravnatelj osnovne šole Lake Park Elementary School mi to ne koristi. Ni dobro in ve, da je pač tako, kot je. Ja. Ti lahko naredim sliko? Je tvoj avto prižgan? Ja. Ti lahko ugasnem avto? Kar izvoli. V redu. Vem, vprašal sem. Halo? Halo? Torej, Carlos. Ali ti je v redu, če te kličem po imenu? Ja, kar izvoli. Torej, bil si udeležen v nesreči. Prav. Druga namestnica tukaj je zaključila svojo preiskavo nesreče. Ja, v redu. Želim ti sporočiti, da je preiskava nesreče zaključena. In razlog, da sem tukaj, je, da zdaj vodim kazensko preiskavo. Prav. Ali to razumeš? Da, gospod, prav. Zdaj, ko to veš, mi želiš povedati, kaj se je zgodilo? Vozil sem. Danes večer sem odložil svojega prijatelja in odložil sem ga. Vračal sem se domov, nazaj v Jupiter in to je to. Nimam izgovorov. Mogoče sem, pogledal sem. To je bilo to, rad bi šel nazaj domov. To je to. Lahko je bilo. Odkot prihajate? East Point Country Club. East Point. Donald Ross? Ja. V redu. In kam si šel tukaj dol? Kje on živi? Katero območje? On je tukaj spodaj, jaz sem ga samo odložil. Tukaj živi. Nimam pojma, zakaj so pristala tukaj spodaj. Iskreno, nimam pojma, zakaj so prišla sem dol. Odložil sem ga, se veš. Pripeljal sem ga sem in to je bilo to. Mislim, res. Smo v živo. Ja, smo v živo. Ja, tako da jih lahko res hitro utišaš. Kot ravnatelj, to pa nisem jaz. Jaz sem kot Ki telovadi v. Dela. Bila, v redu. Pozabil sem. Dela na območju Lake Park in so ga premestili na severno stran. Ali si imel pripet varnostni pas? sem ga imel. V redu. Je bil še kdo drug v vozilu s tabo? Samo jaz, gospod. V redu. V redu, v redu. Torej, v katero smer ste vozili? Prihajal sem iz sistema. Ste prihajali v to smer? Da, gospod. V redu. In svojega prijatelja ste že odložili? Da, gospod. V redu. V katerem pasu sta bila? Odložil sem jo. Ne. Pravim, v katerem pasu sta bila? Ne, on je odšel. Samo peljal sem se domov, gospod. Poskušal sem priti domov. Ne, ko se je zgodila nesreča. Ne, prav tukaj. Samo morda nisem bil pameten, ni bila pametna odločitev. Ali kadiš marihuano, ali uporabljaš kakršnekoli THC izdelke ali kaj podobnega? Kaj takega, ne. V redu. Koliko alkohola ste popili nocoj? Mislim, Ko sem. Včeraj sem pil. Pil sem nekaj pijač. V redu. Kaj zate pomeni nekaj pijač? Nekaj pijač, vse veš, ne morem ti povedati. Ampak, veš kaj, Je to, da mi ne moreš povedati, ali se ne spomniš, ali pa mi nočeš povedati? ne jaz, samo nekaj pijač sem spil, gospod. V redu. Kakšne pijače so bile to? Nekje piv. Nekaj piv. Kakšna piva? mehisko. Veste, tisti nizki, La Vida Loca ali karkoli že so, gospod. No, naj jih nekaj naštejem. Modelo, Ne, potem, halo? Spodaj. Ne, ljuba, Pacifiko, da. Specifično. v redu. Se spomniš, koliko pacifikov si imel? Mogoče 2, gospod. 2? Ja. Ne spomnim se. Ja, vem. Ne, ja. V redu, dve različni stvari. Gospod, Kaj ste še imeli? To je bilo to. To je to. To je bilo to, Ja. zdaj pa sem. Poskušam biti čim bolj iskren. In poslušaj. Ni dobro zame, da sem tukaj spodaj. Carlos pravi, da ni bil poškodovan med manjšim trkom, vendar ravnatelj osnovne šole še ne sme oditi. Najprej mora opraviti nekaj testov.
Zdaj bi vas prosil, da opravite terenske preizkuse treznosti. Ste pripravljeni to narediti? Ja. Mislim, gospod, kaj se zgodi na koncu tega? No, to je odvisno od tega, kaj vidim med nalogami. V redu? Ja. V redu. Torej, med temi nalogami iščem določene znake. Če vidim, kar moram videti, gremo naprej. Če ne vidim, kar moram videti, bomo videli, kaj moramo narediti. V redu, hvala, gospod. V redu. Torej, za prvo nalogo vas bom prosil, da postavite stopala skupaj, čisto skupaj, tako da se dotikata na sredini. Roke spustite ob telo. Nikoli ne smete dati rok v žepe. Ali razumete? Da. Gospod? V redu. Zdaj boste samo pogledali. Mene, ja. Prav, potrebujem, da ostanete v tem položaju. Ne premikajte se iz tega položaja. Ali razumete? Da, gospod. V redu, a vidite to luč tukaj? Vidim. Kakšne barve je ta luč? Rdeča. V redu, torej prosil te bom, da ko boš, vem, da so vozila glasna, samo z roko po izbiri si potisnite očala na vrh glave. Zapri na oko. To je očala. Potrebujem jih. Vem, ampak moram pogledati v tvoje oči. Ja? Ja? Ja, prekleto. V redu. Ali še vedno vidiš to? Ali še vedno vidiš tisto luč? Ja. V redu. Torej, kar bom naredil je, da bom premikal to rdečo luč sem in tja. Tako. Prav? Ja, prav. Kar vas bom prosil je, da sledite tej rdeči luči samo z očmi, ne premikajte glave. Ali to razumete? Da, bom poskusil. Ja. V redu. No, lahko boste povedali svoje. Torej, kako vam je že ime? Jaz sem preiskovalec, Sison. Sison, vse sisov. Sistem, rock and roll. Zdaj, ali razumeš vse, kar sem pravkar povedal? Ja, upam, da. V redu. Naj ti povem še enkrat. V redu. Redo? V redu. Premaknil bom to rdečo luč sem in tja. Ja. Premaknil jo bom naprej. Ja. Želim, da slediš rdeči lučki samo z očmi in ne obračaj glave. Drži glavo popolnoma pri miru, razumeš? Da, gospod. Tudi če greš še dlje. Samo poglej, kolikor daleč lahko. Samo poglej, kolikor daleč lahko. Tudi Bog. Wow, alfa, policist. Ampak to je nekako čudno. To je bolje, hvala. Carlos Castro se je znašel na drugi strani spričevala. Namestniki so se pripravljali na izvajanje testov, vključno s hojo in obračanjem, testom na eni nogi, dotikom prsta do nosu in Rombergovo abecedo, kjer osebo prosijo, da pove abecedo od A do Ž ali začne z naključnimi črkami, da preverijo njeno pozornost, spomin in tako dalje. Toda ne moreš dobiti pozitivne ocene, če naloge nikoli ne oddaš. Desno stopalo pred levo, roke ob telesu in potem lahko začneš. Prav? Povedal ti bom po svojih najboljših močeh. V redu, najprej se moraš vrniti v ta položaj. Desna noga pred levo, desna noga pred levo. Desna noga. Ne, leva roka? Ne. Gospod, leva noga na črto. Leva noga? Leva noga na črto, desna noga pred levo, peta do prstov, roke ob telesu. Ali lahko pogledam dol? Pogledati moraš dol. V redu, bom poskusil po svojih najboljših močeh, gospod. V redu, ampak pred začetkom morate zavzeti ta položaj, gospod. Tukaj sem. Vem, ampak morate pogledati moje stopala. Desna noga pred levo, Carlos. Desna noga pred tvojo levo nogo. Ne bom ti povedal, to ne bi smelo biti pomembno. Ne, ampak imam prav. Sem levičar. V redu, ampak delaš narobe. Želim, da to narediš prav. Razumem to, ampak želim, da poslušaš moja navodila. Poslušaj, levo stopalo na črto. Levo stopalo na črto. Zdaj pusti to stopalo tam, kjer je. Ja. In postavi desno stopalo pred levo, tako da se peta dotika prstov. In nato roke ob vsakem deflesu. V redu. Zdaj, ali razumeš nalogo? Poskušam razumeti nalogo. V redu, želim, da jo razumeš. Torej, česa ne razumeš? Poskušam opraviti vaš test, gospod. V redu, ampak ali razumeš navodila, ki sem ti jih dal? Poskušam jih razumeti. Carlos, ali razumeš navodila, ki sem ti jih dal? Poskušam jih razumeti.
Praviš mi, da moram iti po tej liniji? 9 korakov, tako da se peta dotika prstov. Ja, deve. Obrni se, kot sem ti pokazal. Naredi 9 korakov nazaj, tako da se peta dotika prstov. Roke ob telesu. Poglej dol k svojim stopalom. Vsak korak glasno preštej. Pri vsakem koraku naj se peta dotakne prstov druge noge. V redu. V redu. Torej, gremo, gospod, v redu. Ko ste pripravljeni, lahko začnete. Wow. Kam greš? Ne grem, Ne vem, če sem pripravljen. gospod. Kaj te zadržuje? No, ne tukaj. Ja, imaš prav. Ampak samo pravim, trudim se in dajem vse od sebe. In spotikam se in Lake Park, trudim se po svojih najboljših močeh. V redu, naj ti postavim vprašanje. Ali želiš opraviti to nalogo? Gaspard, Mislim, da tega nočem. V redu. naj ti nekaj razložim. V redu. Mi lahko pomagaš tukaj, ker nisem prepričan, ja? Če zavrneš nalogo, za katero sem te prosil, da jo opraviš, Da, gospod. v redu. Vaša zavrnitev tega se lahko uporabi proti vam na sodišču. Ali to razumete? To razumem. Prav tako, če zavrnete to nalogo, me boste prisilili, da zaključim svojo preiskavo in svojo odločitev o tem, ali ste pod vplivom, utemeljim izključno na dejstvih, ki jih imam. To pomeni vse, kar sem opazil do te točke. Ja. V redu, to bi lahko vodilo do vaše aretacije zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Da, gospod. Ali to razumete? To razumem. Zdaj, ko to veste, Da, gospod. ali želite nadaljevati s temi nalogami? Da ali ne? Jaz, veste kaj, nisem prepričan, če si res želim. Mal sem zmeden glede tega. Torej, ali zavračate opravljanje naloge? nisem prepričan, če si res želim. Veš, sem kot... No, potrebujem, da si prepričan. Nisem prepričan, gospod. Nimam pojma, kako sem pristal tukaj na Zahodu, ko pa sem živel v Jupiterju. Nimam pojma, kako sem pristal tukaj. Ni dobro. Ni dobro. Za ptice. V redu. Torej, vprašal te bom še enkrat. Ali želiš opraviti nalogo? Pravkar sem ti jih razložil. Želiš opraviti to nalogo? Da ali ne, gospod? Kakšne so posledice, policist? Preskavalek Sisson. Ja? Gospod, da. Torej, če odidem in opravim, kaj se zgodi? Če odidete, tukaj ni uspeha ali neuspeha pri teh nalogah. Po posnetku s telesne kamere je Carlos zelo zaskrbljen, kaj bi se lahko zgodilo z njegovo službo. Nisi želel, da bi to prišlo v časopise ali v poročilih, ampak hej, saj YouTube ni omenil, kaj ne? Torej, kot profesionalec, ali to naredim? Sprašujem tebe, ne morem te prisiliti, da to narediš. Ne vem, kaj ne naredim. Carlos. Ne morem te prisiliti, da to narediš. Poslušaj, imam nalogo. Moje noge se zdaj tresejo. Kot ravnatelj v okrožju Palm Beach res ne vem, kaj ne naredim. Se bom znašel v težavah s šolskim okrožjem Palm Beach County. Ne, sprašujem te zdaj, kaj naj naredim. Naj hodim po črti ali ne? Ne vem. No, Glej, stvar je taka, ne morem te prisiliti, da opraviš te naloge. ja. V redu, to je tvoja odločitev. Ja. Zato sem ti razložil, kaj se zgodi. Vem, kaj se zgodi, če to odkloniš. Vem, ne odklanjam, ampak preprosto ne vem, kaj naj naredim. Ampak tega ne počneš. Ampak če opravim hojo po črti, je to manj mojega dela ali več mojega dela? Ne vem, res ne vem. Pa rečem, poslušajte, delam kot. Delam v, recimo, parku in res ne vem, iskren sem. Gospod policist, resnično, želim narediti pravo stvar, da lahko grem domov, ostanem isti ravnatelj in odidem, kot da se ni nič zgodilo. Res ne vem, če to naredim, bom imel več težav z okrožjem in šerifovim uradom. Res ne vem. Rad bi se strinjal z vami, glede tega, kar želite, da naredim, ampak ali lahko odidem in dobim odpoved? In tako pač je, ko mi je mar za otroke. In pač živim v Jupiterju, delam za Lake Park, poznam Ležena, poznam vse tiste fante tam zgoraj. Torej, če hodim po tej črti in jo padem, Carlos, Samo blebetala si. vem, ampak vse veš, to je moja kariera. razumem to. Ampak v redu, tukaj so možnosti. Da, gospod. Možnost je, da opravite nalogo. Da, gospod. Ali pa ne opravite naloge. V redu, naj vam postavim vprašanje.
Ko opravljam ta test, Nalogo. opravim, ali bo to vplivalo na mojo službo in stvari, ki jih počnem za tisto okrožje? Opravljanje naloge ne bo vplivalo na vašo službo. Kar se tiče aretacije, no, Če so aretirani zaradi vožnje pod vplivom alkohola, lahko to vpliva na vašo službo, vendar to ni moja odločitev. Ben. Nisem te spravil v to situacijo. imaš prav. Torej je moja naloga, da odidem in z vsemi tam zgoraj, kaj moram narediti za te ljudi, da se bom počutil dobro. No, glej, stvar je taka. Želim, da opraviš nalogo. Da, gospod. V redu, ampak te ne morem prosiliti. Imaš prav. Ampak ne morem. Ne morem ti dati nobenega pravnega nasveta ali česa podobnega. Rad bi šel odstot in si rekel, veš kaj, lahko se vrneš v Lake Park in opravljaš svoje delo. No, Ni mogoče kar oditi stran od tega. ne od tukaj, če lahko odidem skozi tisto črto. No, še več je. Potem je še več nalog. Torej, ne glede na to, kaj se zgodi, Še več nalog je. To je šele druga, še 3 so. v redu, gospod. Kaj želite storiti? Veš kaj, moram se vrniti k svojim otrokom. In želim se prepričati, da to obravnavajo tam zgoraj na severnem območju, kjer se je to zgodilo. In nočem biti na javnem mestu. Kaj to pomeni? Ne, naredimo to. Kot, Želiš to narediti? ja. Naj vam nekaj vprašam, gospod. Policist. Nočem biti v Palm Beach Postu, ker nimam nič s tem, ne delam za časopis. Ne. Ampak jaz... Torej, nadaljujmo. In nadaljujemo, ker sem bil zelo prizanesljiv. Na koncu je Carlos privolil test treznosti na terenu. A žal je pri vseh testih dosegel negativne rezultate. Po sodnih dokumentih je obtoženec med hojo in obračanjem, citiram, zibal, medtem ko je stal na mestu. Obtoženec je med nalogo uporabil roke za ravnotežje. Večkrat s prsti na nogi ni dosegel pete druge noge. Stopil je s črte, se ustavil, da bi ponovno vzpostavil ravnotežje in naredil napačno število korakov. V prvem delu je naredil 11 korakov v povratku, pa 12. Ni se pravilno obrnil in se med posameznimi deli ni ustavil. Med delom testa, kjer je stal na eni nogi, je obtoženec izjavil, da razume navodila. Obtoženec je zibal, medtem ko je stal na mestu. Med nalogo je obtoženec večkrat postavil nogo na tla, preden je preteklo 30 sekund in se zibal. Policisti so v svojem poročilu zapisali, da se je med testom dotikanja nosu s prstom zibal in, citiram, zgrešil konico nosu ter se dotaknil strani. Prav tako ni vrnil roke ob bok po dotiku nosu pri nobenem poskusu. Ironično je bil prav test za abecedo tisti, ki je razkril, kaj se je zgodilo na to. V redu, zdaj ko rečem začni, boš začel recitirati angleško abecedo od A pa vse do Z. V redu, ampak želim, da jo izgovarjaš počasi. Ne poje. Nisem na tej liniji tukaj. V redu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, and B to big as Z. Sranje. O moj bog. V redu, Carlos, v tem trenutku boste aretirani zaradi vožnje pod vplivom alkohola. V redu? Imate kaj v žepih, kar bi me lahko ogrozilo? Ste že kaj povedali o zabadanju? Ne. Pes je. Kaj imaš, moraš spet na stranišče? Nisem te slišal lulat. Ja. Si v redu? Ne, nisem. Ja. Ja, lular si povsod tam, spet moram na stranišče. V redu. Pridi, pojdiva sem. Pridi, pojdiva sem. Wow, sem bil res toliko slab. Po resnem zapisniku Carlosa je njegov test alkoholiziranosti pokazal nič vejca 214 in nič vejca 210. Bil je aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola in odpeljan v zapor okrožja Palm Beach. Spletni zapisi kažejo, da je bil izpuščen iz zapora naslednje jutro po plačilu $1000 varščine. Sodni zapisi kažejo, da je 9. aprila 26. Carlos Castro se je glede obtožbe izrekel za nedolžnega. Predobravnavni narok je določena za 17. julij 26.
Do trenutka tega posnetka še vedno opravlja svojo službo na osnovni šoli Lake Park. Hvala, ker ste poslušali to epizodo oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeta Milner in se vidimo tukaj jutri z novim primerom.